Iz ljubljanskega studia 137, to je Kinotožje. Zaradi milijon in enega razloga bo danes vodila Kinotožje moja malenkost. Tokrat vam bomo predstavili 7 filmov, ki so jih pred dnevi pokazali v uradnem programu 10. festivala slovenskega filma. Zašto su ti oči umorne i tužne, ne vidim u njima modrog mora sjaj. Daj zaboravi. Rekordnih 7 je začel pogreti Petelini zajtrk, ki so mu gledalci podelili domala same petice. Zgodbo odpre moška družba, ki modruje ob kartah, da kar se film prelevi iz humornega v seksi in zgodba v ljubezensko. Pravzaprav dve, resnično in domišljijsko med avtomehanikoma in temnolasima lepoticama, Bronjo in Severino. V telesih Pije Zemljič in Severine. Ob slednji nam gredo večini misli k njenemu domačemu filmu, ki pa mu kot prvovrstni lekciji iz prvobitnosti kažemo palce navzgor. Zato na glas razmislimo, kaj Severina doda Petelinjemu zajtrku. Boginja med ženskami, za nekatere, v atmosfero vsekakor zameša vonj po njih. Severina, to ti je boginja med ženskami. Severina je posebej prijetna med nastopom s pesmijo Saše Lošiča, ko se čustva drugih razlijejo v strelski obračun, kot da bi gledali western. Gotovo pa izjemno gledljiv domači film z dosti človeškega tkiva in prepričljivo igro od glavnih do stranskih igralcev. Med drugim vedno zanimivi Dario Varga, Matija Rozman, Davor Janić, Bojan Emeršič in Vlado Novak, ki je tudi prejel nagrado za glavno vlogo. Film so posneli pred slabim letom in bo kmalu na rednem sporedu. Gre torej za zanimivo neslovenski slovenski film. In da v njem Severina govori v hrvaščini, je poklon. Imejmo se radi, na tešče. Hani Slak je pred leti marsikdo pozdravil njen celovečerni prvenec Slepa pega o mamilaškem življenju po tem, ko ga zavržemo. Zdaj je posnela nekaj povsem drugega. Kdor ima rad računalniške igrice, pozna firmo Sierra in njene pustolovske queste, med katerimi je posebna ekoavantura EcoQuest. Dali bi roko v ogenj, da je Slakova obračala te igrice. Njena ekopravljica Teja je enaka učna ura o tem, zakaj je pomembna okoljska etika. Mladinski film pa je mogoče preveč zahtevan in poln prezrelih čustvenih vibracij. A počakajmo na širši odziv. V kinu naslednje leto. J.G. kot Janja Glogovac je svoj prvenec L kot ljubezen začela S kot snemati že pred 3 leti. Snemala je v Pragi ter Sloveniji od Goričkega do Pirana in z mednarodno zasedbo, recimo z očetom in hčerko Šerbedžija, ujela utrip češke prestolnice. Komično nastavljeni film je videti kul. Drugo vprašanje je, kaj posebnega je v njem? Naj grehe staršev plačujejo še njihovi otroci, je dilema vseh narodov. Druga svetovna vojna je prizadela marsikatero slovensko družino. Povojno nagajanje obeh strani pa ni bilo fair. Vojne je bilo pač konec. Veliko nasilja so bili deležni tudi otroci slovenskih sovražnikov našega naroda. O tem pretresljiv dokumentarec Mirana Zupaniča Otroci iz Petrička, ki ne polaga računov, ampak testira naše sočutje. Najboljši film po izboru žirije. Maja Weiss ni osamljena, ko toži, da ne more snemati neprekinjeno in se tako profesionalno razvijati. Kaj pa režiserji, ki sploh ne dobijo priložnosti? Majin novi film Instalacija ljubezni ni osebnostno nadgrajevanje zanimivega čuvaja meje, temveč lahna komična drama o manipulaciji sočloveka. Film Metoda pevca Estrelita je dobro napisan, pritegljivo zapleten in solidno izveden. A tudi že viden. Smo pa z zanimanjem poslušali producenta Daniela Hočevarja, kako so sodelovali z Nemci, ki so vložili denar, a zahtevali, da se sredstva porabijo pri njih, najame njihove ljudi in da se tako seli celotno ekipo sem ter tja. Nagrada za glavno žensko vlogo.
Đurov, Traktor, ljubezen in rock'n'roll je bil po vseh pripetljajih gotovo najbolj reklamiran in pričakovan film. In naposled, zajmite dih, le prikazan. Gledalci so bili navdušeni, zanima pa nas mnenje avtorja knjižne predloge Ferija Lainščka, vse bolj branega, razprodanega in filmanega pisatelja. Nekaj že vemo. Letošnji Kersnikov nagrajenec tudi sam priznava posebej plodno leto, obenem pa meni, da sta literatura in film različna svetova z majhnim presekom. Če bi torej kdo posnel slab film po njegovi predlogi, Lainšček ne vidi razloga, zakaj bi bentil nad tem. Režiser bi se pač sam predstavil slabo. Tokrat je Lainšček podložil še kar 2 festivalska filma. Drugi je dolgo finiširani Mokuš izven tekmovalnega programa, tretjega pa smo predstavili že za zajtrk. Naj se vam skinotoži po kakšnem naslovu. Bera je velika, ampak filmarji so enotnega mnenja, da je to iluzija. Stanje je po njihovem mrtvaško. To pa napoveduje novo rojstvo. Iz ljubljanskega studia 137 to je bilo Kinotožje. Naslednjič filmi, ki so zaznamovali 90-ta v sodelovanju z blogerjem Sandijem Pavcem in z Jonasovimi podnapisi. Brez skrbi.